Spoštovani prisotni, lepo pozdravljeni. Posebej pozdravljena med nami predsednica nadzornega sveta, pa predstavnik policije. Pa kar predlagam, da preberem dnevni red, se pravi predlog dnevnega reda 19. redne seje občinskega sveta, ugotovitev in navzočnost ter pregled in podelitev zapisnika 18. redne seje občinskega sveta občine Gorišnica in 6. dopisne seje občinskega sveta občine Gorišnica. Obravnava rebalansa proračuna občine Gorišnica za leto 2026. Tretja točka, obravnava elaborata o oblikovanju cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb, varstvo okolja, oskrba s pitno vodo. Četrta, obravnava sklepa o povečanju osnovnega kapitala javnega komunalnega podjetja Gorišnica d.o.o. Peta, obravnava predloga pravilnika o obratovalnem času prehodnih obratov na območju občine Gorišnica. Šesta, obravnava predloga odloka o plakatiranju in oglaševanju v občini Gorišnica. Sedma, obravnava vloge za soglasje k ceni storitev pomoči dežurni na domu CSD Spodnje Podravje. Osma, ustanovitev javnega zavoda Vrtec Gorišnica. Deveta, imenovanje članov občinske volilne komisije. Deseta, imenovanje dobitnikov občinskih priznanj. 11. obravnava trendov varstvenih pojavov na območju občine Gorišnica za leto 2025. 12. sprejem občinske celostne prometne strategije. 13. informacija župana. 14. predlog in vprašanja. Predlagam, da zaradi predstavnika policije prestavimo 11. točko pod drugo, pa bi dal taki dnevni red pol na glasovanje, vkolikor se strinjate s tem. Navzočno smo ugotovili, da en svetnik manjka. Kar se tiče zapisnika obeh teh sej, ima kdo kako pripombo? Vkolikor ni pripomb, dam ta dva zapisnika na glasovanje. Kdo se strinja? Soglasno sprejeto. Sedaj pa prehajamo na naslednjo točko, se pravi obravnava trendov varnostnih pojavov na območju občine Gorišnica za leto 2025. Pa predajam gospodu Zvonku Mercu besedo. Sam mikrofon tam, prosim, če mu postate. Se boljše slišimo. Župan Glanem, najlepše hvala za besedo. Pozdravljam tebe in tvojo ekipo. Vesel sem, da ste me spet povabili na predstavitev trendov, kaj si štejem kot čast. Zdaj je res pomembno, da v teh časih se vidimo, pa potem mogoče z oči v oči malo kakšno rečemo. No pa če se strinjate, bi kar malo zadevo opredelil v številkah. Sicer smo v lanskem letu na območju občine Gorišnica obravnavali 37 kaznivih dejanj, kar pomeni, če primerjamo z leto 2024, da za 5,7% smo obravnavali višjo stopnjo, torej ni nekaj 5,7%, torej preiskali smo 43,2% kaznivih dejanj. Največji delež je bil obravnavanih kaznivih dejanj z področja splošne kriminalitete, potem ostala kazniva dejanja pa so gospodarska, torej organizirana in mladoletniška kriminaliteta. Kaj se tiče splošne kriminalitete, bi samo opredelil, da gre za največji delež torej vseh kaznivih dejanj. Tukaj pa prednjačijo predvsem kazniva dejanja, kot so goljufije, tatvine, zatajitve. V dveh primerih pa smo obravnavali tudi veliko tatvino. Smo pa tudi obravnavali kaznivo dejanje izsiljevanja, poškodovanje tuje stvari. Kazniva dejanja zoper gospodarstvo smo beležili v 4 primerih, predvsem zloraba negotovinskega plačilnega sredstva. Prav tako pa smo obravnavali 4 kazniva dejanja zoper zakonsko zvezo, in sicer gre za 2 primera nasilja v družini in 2 primera odvzema mladoletne osebe. Na področju javnega reda in miru smo obravnavali 17, leto poprej pa 25 kršitev, torej pomeni, da beležimo kar padec. 6 kršitev smo zaključili z izdajo odločbe o prekršku v hitrem postopku, v 6 primerih pa smo kršiteljem na kraju izdali tudi plačilni nalog, v ostalih postopkih pa smo podali predlog drugemu prekrškovnemu organu. Kaj se tiče javnega reda in miru, ocenjujem, da je stanje na tem področju zelo pozitivno, saj beležimo padec, kot rečeno. Smo pa tudi obravnavali nekaj dogodkov, in sicer 16. Med njimi je bilo 5 požarov, v 8 primerih smo občanom vrnili izgubljen predmet, beležili pa smo tudi en samomor. Nismo pa beležili nobene nezgode, torej delovne nezgode ali neseče pri delu, 2 pa smo beležili prejšnje leto, to pomeni, da tukaj tudi pozitivni trend beležimo. Zagotavljanje varnosti cestnega prometa, zelo pomembno področje. Smo bili glede na prejšnje leto še bolj uspešni, oziroma lahko se pohvalimo, da
je šlo vse v pravi smeri, saj smo beležili sicer manj prometnih nesreč, manj huje telesno poškodovanih, kar je zelo pomembno. Pri vseh prometnih nesrečah, ki so se zgodile, pa nobena oseba ni umrla, kar pa je najbolj pomemben podatek. Skupaj smo tudi ugotovili 539 kršitev na področju cestnega prometa, pri tem pa smo izrekli tudi 13 opozoril. Mogoče malo zaskrbljujoče je pač številka, kar pomeni, da smo v 9 primerih na območju občine Gorišnica zabeležili udeležence, ki so povzročili prometno nesrečo in so bili pod vplivom alkohola. Niso pa te vrednosti takšne, da bi mogoče lahko rekli, da presegajo neko povprečje slovenskega povprečja, torej ne presegajo, ampak gre se za to, da so pa bili dejansko pozitivne. Kar se tiče tudi nadzora državne meje in izvajanja predpisov o tujcih, tukaj mogoče občina Gorišnica toliko ne izstopa, saj nismo v lanskem letu beležili nobenega primera nedovoljenega prestopa. Smo pa v enem primeru beležili primer, ko je sprovajalec, torej oseba, izvrševala kaznivo dejanje nedovoljenega prehajanja državne meje in pri tem prevažala tujce. Gre za lastno zaznavo policistov, policijske postaje Gorišnica, pri tem smo zadevo obravnavali pod 308 členom kaznivega dejanja KZ. Seveda smo pa storilca privedli k preiskovalnemu sodniku, kateri je zoper njega odredil pripor. Mogoče za občutek, da boste videli, v lanskem letu smo na celem območju policijske postaje Gorišnica obravnavali 831 tujcev, v lanskem letu pa le 179, kjer beležimo kar veliki upad, torej upad trenda nedovoljenega prehajanja državne meje. Na koncu poročila se bi še dotaknil mogoče policijskega dela v skupnost in preventive. Tukaj lahko rečemo, da smo zelo aktivni, predvsem na področju šolstva, drugih akterjev oziroma nekih subjektov zunanjih. Trudimo se tudi čim več izvesti dela z mladimi, to pa predvsem delamo na področju šole, vrtca, potem pa tudi izvajamo določene delavnice oziroma deležni smo bili, sodelovali smo z gasilskimi društvi, kateri organizirajo letne tabore mladih, kjer mi predstavimo ta naš poklic in seveda tudi jim damo možnost, da malo preizkusijo našo opremo. Bomo seveda s tem nadaljevali, koliko bo v naši moči, veselimo se sodelovanja, predvsem pa se na koncu tega poročila zahvaljujem predvsem ekipi in tebi, župan, za proaktivnost in odzivnost, ki jo nudiš, tako da se veselim sodelovanja z vami še naprej. Tako da, hvala lepa, to je z moje strani. Super, hvala za predstavljeno. Dom razpravo, imamo ročno vprašanje. Že? Ja, gospod Merc, lepo pozdravljen. Na začetku se vam naj zahvalim predvsem, da nam pomagate pri delu z gasilce, ker ko imamo te tabore, naši najmlajši vas veseljem sprejmejo in jim vaše kolege tu malo razkažejo vaše delo. Nekaj pa sem mogoče v vašem poročilu malo pogrešal. Mislim, nekaj nisem zaznal. Glede drog, mene malo zanima. Kako je stanje v naši občini? Kajti, ko se malo pogovarjam, jaz se dosti pogovarjam z našimi občani in boje, da ni težko dobiti droge. Da ni, če imaš vsaki mladi, ki ima malo nekaj v žepe, z lahkoto prije do droge in mislim, da na tem področju pa nisem slišal, kaj se dogaja na tem, kak je trend na tem, ali so to samo govorice ali mogoče to drži. Hvala lepa. Hvala za vprašanje, gospod Svetnik, seveda lahko odgovorim. Področje prepovedanih drog je eno primarnih nalog ne samo policijske postaje Gorišnica, ampak tudi policije nasploh v Sloveniji. Absolutno lahko trdimo, da ta trend je v porastu na območju celotne države, ampak kaj se pa tiče območja policijske postaje Gorišnica, ne zaznavamo povečanega vsega, torej da bi tudi mladina prekomerno posedovala ali pa tudi osebe posedovale ali pa imele posesti prepovedano drogo, še kaj to, da bi mogoče prišlo do preprodaje. Seveda delamo vse v okviru zakona, moramo vseeno vedeti, da na tem področju je zakonodaja zelo toga. Vam dam mogoče primer, če ima oseba v žepu, kot pravite, prepovedano drogo, policist dejansko nima pooblastila, da mu jo vzame brez odredbe preiskovalnega sodnika. Torej tudi, če mi osebo pozovemo, da to prepovedano drogo, če je sum na njo, pozovemo osebo, nam je ne izroči.
ne, potem jo lahko odzamemo samo na podlagi odredbe preiskovalnega sodnika. To pomeni, da mi moramo dati pobudo, gre do preiskovalnega sodnika, sodnik odredi in potem nam vrne zadevo. Lahko pa trdim, da dejansko, da gre za govorice. Bom tako rekel, v letošnjem letu smo celo upravili eno hišno preiskavo na tem področju, ki je bila pozitivna, kjer smo tudi, ne vem, koliko se kaj pač ve, bil tudi najden prirejen prostor, ampak gre za zelo malo zadevo, smo ukrepali trenutko in naredili to preiskovalno dejanje. Smo bili zelo uspešni, ampak gre za neko zadevo, ko je oseba to imela za lastno konzumacijo. Ni bilo strahu, da bi potem to bilo se prodajalo mladim. To področje je specifika, lahko vam pa zagotovim, da območje Gorišnice zagotovo ni kritično in nima primerov ali preprodaje, bom rekel, dobro posest. Bom pa zelo vesel, če se bi mogoče kakšne točke pojavile ali pa mogoče kakšne stvari, ko pa mi v obrednih nalogah ne zaznamo, kar je, bom rekel, smo kar aktivni, ne, tudi s posebnimi drugimi nalogami izvajamo. Torej, mi ne samo delamo obrednih nalog, ampak tudi organiziramo patrulje v civilu, ki izvajajo na tem področju, ne. In če bo kakšnakoli informacija, da bi imeli vi, gospod svetnik, ali pa mogoče kdorkoli od občanov, seveda naprošam pa pozivam, da nas o tem nemudoma obvestijo, mi bomo pa takšne informacije nemudoma tudi preverili. Jaz upam, da sem zadovoljil vašem vprašanjem. Gospod, Pozdravljeni, tudi v mojem imenu, sem imel isto vprašanje v tej smeri, pa ste zdaj dejansko z tem odgovorom že zadostili. Ker pravim, vsak napredek, ki prihaja v našo okolje, prinaša tudi slabe stvari zraven. Je mogoče kakšna specifična informacija, mogoče, ker je tako vprašanje, mogoče se je kaj tako... Ne, kaj se tako se vprašal, mi smo imeli že v sosednji občini oziroma na vasi, ki meji na našo vas, 2 smrtna primera iz teh zgodb. Prekomerno uživanje, ja. Pa predoziranje in tega in pač ni nam vse eno, ne. Se razume. Pa da nek način pravim, boljše preventiva, kot kuradiva, ne. Se strinjam, gledajte, tudi vam lahko rečem, da tudi v cestnem prometu, v cestnem prometu smo tudi zelo aktivni. Hvala Bogu, nam tudi tehnologija sedaj omogoča, recimo prej tega ni bilo, mi imamo posebne teste, ki jih prej nismo mogli izvajati, da mi recimo preizkušanca oziroma osebo, ki je v postopku, preizkusimo nemudoma, torej mi pomažemo po slini po odredbi seveda, ne, in nam že takoj na kraju lahko pokaže, ali oseba konzumira ali ne konzumira prepovedane droge, ne, kar je zelo pozitivno. Pa bom tako rekel, no, v cestnem prometu pa beležimo nasploh na širšem območju povečano konzumacijo, ne, in potem, hvala Bogu, se mi lahko borimo s tem, da izločamo take osebe, ki konzumirajo in vozijo pod vplivom, tako da gremo naprej. Ne ostajamo na istem mestu, tako da gre v pravo smer. Vredo, hvala lepa. Hvala vam. Super, še kako vprašanje? Kolikor ne, predlagam, da predsednik prebere sklepa odbora. Lepo pozdravljeni, hvala za besedo. Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, predlog sklepa, člani so se seznanili s trendi varnostnih pojavov na območju občine Gorišnica za leto 2025, ki jih je pripravila policijska postaja Gorišnica, predlagajo, da se z njimi seznani občinski svet. Hvala. Pa kar predlagam, glede na to, da smo razpravo že naredili, da glasujemo o naslednjem sklepu. Občinski svet občine Gorišnica se seznanil s trendi varnostnih pojavov na območju občine Gorišnica za leto 2025, policijska postaja Gorišnice, in jih sprejel v predlagani obliki in vsebini. Glasujemo za ta sklep. Kdo je za? Soglasno sprejeto. Redo. Gospod Zvonko, najlepša hvala za prisotnost. Lahko ostanete do konca seje tudi, če želite. Tako, sedaj pa predlagam, da preidemo kar na naslednjo točko, se pravi obravnava rebalansa proračuna občine Gorišnica za leto 2026. Zdaj jaz mislim, da smo že kar utečena ekipa v teh rebalansih in proračunih, to vsako leto večkrat spreminjamo. Sedaj je v bistvu se ena stvar zgodila, da smo nujno mogli spremeniti, se pravi, to bo tudi ena od naslednjih točk. Dokapitalizacija javnega komunalnega podjetja pa smo mogli samo prerazporeditve narediti, ker smo imeli na napačnih postavkah predvidena sredstva. Potem smo pa tudi nekaj manjše spremembe, ki smo jih že vedeli, in investicijske in ostale, kar spremenili. Zdaj jaz ne bi celotnega rebalansa sploh bral, ker se mi zdi, da smo ga pregledali, predebatirali, da je več ali manj to predebatirano.
Pa bi kar predlagal, da prebere odbor za finance predlog sklepa, pol pa damo razpravo, pa bomo predebatirali, če bo še kaj potrebno. Hvala za besedo. Predlog sklepa. Člani odbora za javne finance so bili seznanjeni s predlogom rebalansa proračuna občine Gorišnica za leto 2026. Občinskega sveta občine Gorišnica predlagajo, da ga sprejme predlagane oblike in vsebine. Hvala, predsednik. Zdaj dam razpravo. Imate kakšno vprašanje o rebalansu še dodatno? Miran, izvoli. To ne, da bi imeli kako vprašanje, mogoče bi podal samo informacijo, da tudi občani imajo na spletni strani proračun, ki mu lahko sledijo, tako da vse podrobnosti, da mi gremo, je to zdaj kar nekaj bistvenih sprememb, ni tako, da naj si pogledajo ljudje, či imajo kakšne sporne ali pa oziroma kakšne želje, da bi si kaj razčistili. Hvala. Ja, mogoče samo toliko, to je mogoče res informacija, ki nismo mogoče dosti delili. Vsi dokumenti, ki jih občina spremlja, so javno objavljeni, ne moreš pač vedno se vse vidi. Bilo kdo želi lahko kaj pogledal. Še kakšno vprašanje? Vkolikor ni, dam predlog naslednjega sklepa na glasovanje, se pravi občinski svet občine Gorišnica je sprejel rebalansa proračuna občine Gorišnica za leto 2026 v predlagani obliki in vsebini. Kdo je za tak sklep? Soglasno. Evgen, nisem? Ne, pobegnil. V redu, to je to. Naslednja točka, sprememba cene vode. Se pravi, točka je obravnava elaborata oblikovanja cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja s pitno vodo. Zdaj, jaz bi na tem mestu povedal par stvari. Mi trenutno imamo veljavn elaborat iz leta 2024, zato ker smo v lanskem letu, ko smo sprejeli elaborat s povišanjem cene vode, sprejeli dikcijo, kar smo se vsi župani Spodnjega Podravja dogovorili, da začne veljati cena, ko vse občine potrdijo. In ker se to ni zgodilo, vse občine pač niso potrdile, zdaj mogoče ne bi na tem mestu razlogi, zakaj pač nekatere občine tu malo solirajo, da tako rečem. Tisti elaborat ni začel veljati, se pravi, sedaj spreminjamo ceno vode oziroma imamo predlagan elaborat iz predlagane cene vode zadnje 2024. Pa bi mogoče jaz za začetek samo povedal tako, da se mi zdi, da je to vseeno neka naša človeška dobrina, brez katere ne moremo. Dejstvo je, da vsi smo se zdaj že naučili, da so to stvari, ki jih mi na nek način enostavno moramo potrditi, ker če ne pač moramo to z občinskih proračunov razliko pokriti, vseeno pa sedaj gre za podražitev približno za evro pri 10 kubikih, kar se meni zdi vseeno nekako relativno nizka podražitev, pri procentih je to slabih 6% oziroma skoraj 6%. Tako da se mi zdi, da je to kar, bom rekel, korektna cena. Bi tu dosti krat ljudje zameščujejo kanalizacijo pa vodo, trenutno je samo sprememba cene vode. Se pravi, kanalizacija, kar tudi se na položnici pozna pri spremembi vode, pa ni trenutno dobenega elaborata, ker so še sprejete cene v redu oziroma so odstopanja bila tako majhna, da se komunala ni odločila za spremembo cene. Zdaj pa predlagam, da se preberejo predlogi sklepov. Pa kar prvega moče gospodarstvo. Hvala za besedo. Člani odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe so bili seznanjeni z elaboratom oblikovanja cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja oskrbe s pitno vodo s 5,97% povišanjem cene za 10 kubičnih metrov porabe vode, kot je predstavljeno v elaboratu. Občinskemu svetu občine Gorišnica predlagajo, da ga sprejme v predlagani obliki in vsebini. Hvala, Milko. Ja, zdaj tu nije napisano vse, kjer sklepi. Samo na gospodarstvu je bilo, ne? Tako je, vse sem je zdaj, nisem bil pa siguren. Ok, zdaj pa dam v razpravo. Kakšno vprašanje še o tem, mogoče? Miran, izvoli. Vprašanje ne samo za lažjo poenostavitev, gre se za podražitev, pomeni 10 centov po kubiku vode. Tako da... Ja, po kubiku. Jaz sem prej govoril za 10 kubikov, ti si pa za 1 kubik pretvoril. Ja, tako da si lažje ljudje mogoče prezentirajo, mogoče, kjer je, ne ve. Tako da, hvala. Samo zanimalo, glede na to, da predhodna cena, ko je bilo, ko ste rekli 2024, ni bila potrjena, pa torej cena ni bila povečana, ali so kakšne posledice iz tega, da ni bila tista cena potrjena?
finančne, ker praviloma tako je, če bi bila negativna razlika, verjetno bi občino dodatno bremenilo, ali je to zdaj v to ceno vključeno, ali V ta elaborat. Sedaj, stale v elaborat je vključeno, torej tisto, kaj to, kar smo v lanskem letu naredili, da rečemo minus na vode, je zdaj v to elaborat vključeno. Tako mora biti. Aha, ok, no če je, ker drugače, se pravi, če ni, ne, bi bilo čudno, da so predlagali, pa potem dejansko ni bilo neke negativne razlike, zdaj, ki bi se pojavila. Zato me je pač zanimalo, kako je potem zdaj bilo letos to, bi rekla, pogledano, če se lani prej ni potrdilo, pa ni bilo posledic. Torej, So bile posledice. Minus je nastal in ta minus je zdaj vključen. Zato se ta minus je vključen, ok. Je pa mogoče zdaj tu še en podatek, ki ga verjamem, da niti vi, niti občani ne vidijo. Ne? Ta komunala ima tako približno 3 revizije na leto, tako da jaz popolnoma zaupam, da je ta cena pravilna. Zato ker koliko revizij so pa zdaj oni že imeli, odkar sem jaz župan v zadnjih 4 letah, je to, se meni zdi, sploh ne vem, če še kjer drugo podjetje obstaja, da je imelo toliko revizij. Tako da jaz verjamem, da je ta cena v redu. To, še kakšno vprašanje mogoče? Vkolikor ni vprašanj, bi jaz predlagal, da glasujemo o naslednjem sklepu. Ta je sicer malo daljši. Občinski svet občine Gorišnica potrdi elaborat o oblikovanju cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb, varstva okolja, gospodarska s pitno vodo v občini Cerkvenjak, Cerkljan, Destrnik, Dornova, Gorišnica, Hajdina, Jušnici, Kidrečevo, Majšperk, Markovci, mestna občina Ptuj, Podlehnik, Starše, Sveti Andraž v Slovenskih Goricah, Sveta Trojica v Slovenskih Goricah, Trnovska vas, Videm, Zavrč, Žetale, z dnem junija tu 2026, ki ga pripravlja, z majem 2026, ki ga pripravlja Komunala Ptuj DD in da izvajalcu javne službe varstva okolja skrbe s pitno vodo na območju občine Gorišnica soglasje k spremembi cene in sicer za ceno omrežnine 5,7431 evra na mesec na faktor omrežnine, za ceno upravljenih storitev 1,1255 evra na kubik ter cene so brez davka na dodano vrednost. Se pravi, to je v bistvu elaborat. Predlogu sklepa piše, koliko je cena vode, ne? Po novem. Podam na glasovanje. Kdo je za tak sklep? Soglasno sprejeto. Ok, 10. Popolnoma naslednjo točko. Obravnava spremenjena povečanje osnovnega kapitala v javnem komunalnem podjetju Gorišnica d.o.o. Zdaj, že prej malo pri rebalansu sem omenil to zadevo. Mi smo v proračunu 26, ko smo ustanovili javno komunalno podjetje, predvideli to kapitalizacijo v bistvu na drugih postavkah. Sedaj smo ugotovili, da to na tistih postavkah ne moremo dokapitalizirati podjetja in moramo v osnovna sredstva spremeniti. Zato je zdaj tudi do tega prišlo. V kalkulaciji, ko smo kalkulirali za javno komunalno podjetje, so bila ta sredstva predvidena, samo pač na drugih postavki so. Zato sem tudi že tako razložil na kolegijo. Zdaj, zakaj sploh ta dokapitalizacija zaradi okupa osnovnih sredstev? Mi sedaj stvari, ki jih moramo nakupiti, da javno komunalno podjetje lahko sploh normalno deluje, smo imeli pred tam predvidenih pri posameznih vrstah dejavnosti, sedaj pa je dano skupaj kot dokapitalizacijo. Tam je bilo tudi se pravi vprašanje, če to občina lahko stori bilo kdaj, ko smo na kolegijo debatirali, občina lahko dokapitalizira svoje podjetje, kdaj želi. Tako da ni s tem dobenih težav, bodi se v stvarnem vložku, tako smo tudi naredili že mi z avtomobili, traktorji in vsem ostalim, bodi si v finančnem. Zdaj pri proračunu zaradi tega ni sprememb, ker je tako se pokriva 1:1, samo prerazporeditve so se naredile, je pa res, da smo pač mogli zaradi tega narediti rebalans. Zdaj, ko se tu sprejme, damo v spis v sodni register, pa se pol ta sredstva lahko prenesejo. To je to. Zdaj pa bi prosil predsednika odborov, prvo kar po vrsti gospodarstvo, da prebere predlog sklepa. Predlog sklepa. Člani odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe so bili seznanjeni s sklepom o povečanju osnovnega kapitala v javno komunalno podjetje Gorišnica d.o.o. Občinskemu svetu predlagajo, da ga sprejme v predlagani obliki in vsebine. Hvala. Hvala. Odbor za negospodarstvo. Prisotni člani odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti so bili seznanjeni s sklepom o povečanju osnovnega kapitala v javno komunalno podjetje Gorišnica d.o.o. Občinskemu svetu občine Gorišnica predlagajo, da ga sprejme v predlagani obliki in vsebini. Hvala. Odbor za javne finance. Hvala za besedo. Člani odbora za javne finance so bili seznanjeni s sklepom o povečanju osnovnega kapitala za javno komunalno podjetje Gorišnica d.o.o. Občinskemu svetu predlagajo, da ga sprejme v predlagani obliki in vsebine.
Hvala. Dam razpravo, malo kakšno vprašanje. Jaz sem si sicer želela pogledati dogradivo za sejo v zvezi s to dokapitalizacijo, pa ni objavljeno gor na spletni strani, nisem mogla do njega priti, pa me je zanimalo, če se že tu sprejemajo sklepi, pa to, da se mogoče vsaj pove, kak znesek je, pa vsebina. Ja, jaz bi zdaj samo na tem mestu opozoril na eno stvar. Predsednica nadzornega odbora ste seveda dobrodošli, da ste na seji, samo ne smete pa lih diskutirati. Zdaj jaz bom vse povedal, kaj je, pa ni problema, pa vse, kaj vas bo zanimalo, lahko tudi pol pošljemo, povemo, vse tako delujem z nadzornim odborom, samo jaz bi lepo prosil, da se držimo pač nekih pravil. Bom pa povedal tudi znesek. Gre se za 150 000 evrov. Ja, dobro. Dalje, še kakšno vprašanje? Je pa res, da sem na kolegiju povedal, sem pa zdaj pozabil, se opravičujem. Na kolegiju sem pa povedal svetnikom, da vejo. Kolikor ni več vprašanj, bi predlagal, da glasujemo o naslednjem sklepu. Občinski svet občine Gorišnica je sklep o povečanju osnovnega kanala v javnem komunalnem podjetje sprejel v predlagani obliki in vsebini. Kdo je za? Soglasno sprejeto. Tak, imamo naslednjo točko. Obravnava predloga pravilnika o obratovanju času prehrambenih obratov na območju občine Gorišnica. Zdaj, tega pravilnika mi še nismo imeli, sedaj se malce zakonodaja spremenila, ko smo ugotovili, da treba ta pravilnik tudi ustanoviti pa dopolniti. Zdaj, bistvene sprememb v bistvu ni, zakonodaja zelo fejst na široko sedaj po novem napisana. Je pa pač samo se gre za tisto izredno odprtje kakih lokalov od 2 zjutraj naprej. Mi smo zdaj tu v tem predlogu dali, da je lahko odprto do 5. V bistvu pa od 6 normalno naprej tako se lahko deluje, tako da na nek način ne omejujemo nikoga, ki se s to obrtjo ukvarja, se pravi gostince, ker se mi zdi tudi, da ni nekaj velikega povpraševanja po tem, da bi sploh kdo si želel dlje časa delati, ker načeloma zaključijo vsi že v tem času do 2 ure zjutraj. Pa dam besedo predsedniku odbora za gospodarstvo, da prebere predlog sklepa. Predlog sklepa. Člani odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe so bili seznanjeni s predlogom pravilnika o obratovalnem času prehrambenih obratov na območju občine Gorišnica. Občinskemu svetu občine Gorišnica predlagajo, da ga sprejme v predlagani obliki in vsebine. Hvala. Hvala. Pol pa imamo statutarno pravno, pa ker predsednika ni bom prebral jaz sklep. Prisotni člani statutarno pravne komisije so bili seznanjeni s predlogom pravilnika o obratovalnem času prehrambenih obratov na območju občine Gorišnica. Predlog predloga je pravno formalno usklajen in primeren za sprejem na seji občinskega sveta. Pa dam v razpravo, imate kakšno vprašanje? V bistvu ni se, to je tako pravno formalna zadeva, dam na glasovanje naslednji sklep. Občinski svet občine Gorišnica je sprejel pravilnik o obratovalnem času prehrambenih obratov na območju občine Gorišnica v predlagani obliki in vsebini. Kdo je za? Soglasno sprejeto. Ok, imamo naslednjo točko, obravnava predloga odloka o plakatiranju in oglaševanju v občini Gorišnica. Do sedaj tega odloka tudi nismo imeli, kar veliko vprašanj ljudi, ki pač bi želeli plakatirati, postavili so vprašanje, kdaj, ki, kako, zakaj. Zdaj smo to zadevo nekako naštudirali, kako bi se tega sploh šli. Zdaj, mogoče bistvene spremembe tega se mi zdi, da je vseeno prav, da že jaz uvodoma povem, dovoljeno bi bilo oglaševanje na javni razsvetljavi, izključno na javni razsvetljavi. Bi pa to potekalo tako, da bi pač prinesli te reklamo, ki bi jo nekdo hotel oglaševati na občino, mi bi pa prek javnega komunalnega podjetja to postavili in pospravili, ker ki največja težava nastaja s tem, da pač neka obvestila za neke veselice, neke dogodke se po celi občini izobesijo, pol pa kar dolgo časa traja, da se pospravijo, ali pa nekatere se nažalost celo ne. Zdaj bom rekel, društva, ki so v naši občini, ponovadi še to v nekem doglednem času pospravijo, kakšna društva ali pa oziroma kakšni drugi dogodki, ki pa niso tako z našo občino povezani, pa so velikokrat zelo dolgo obešeni.
Zdaj pri tem je potrebno izpostaviti, da tudi za volitve in takšne podobne stvari moramo zagotoviti brezplačna mesta, tudi to je predvideno v tem pravilniku. Zadeva bi tudi potekala tako, da bi bila transparentna, da bi bolj pred samimi volitvami se naredil žreb, tako se naredi za številke, se bi točno določilo, kateri kandelabri bi bili. In se mi zdi, da je to na nek način malo urejamo našo okolico, ker ti sedaj je možno, da lahko dobesedno na vsako živo mejo nekdo obesi neko zadevo, ki ima, da tako rečem, 2 minuti časa. Zdaj, jumbo plakati, ki jih imajo privatni lastniki v naši občini, je vsekakor so dovoljeni, ne bomo onemogočali, da to ne bo dovoljeno, je pa res, da bo pač zadeva plačljiva in da bo trebalo tudi to za neke vrste plačati. To je to. Jaz predlagam, da se preberejo predlogi sklepov, se pravi odbor za gospodarstvo, mogoče kot prvi. Hvala, predlog sklepa. Člani odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe so bili seznanjeni s predlogom odloka o plakatiranju in oglaševanju občini Gorišnica. Občinskemu svetu občine Gorišnica predlagajo, da ga sprejme v predlagani obliki in vsebini. Hvala. Pa statutarno-pravna komisija. V nas prebral prisotni člani statutarno-pravne komisije so bili seznanjeni s predlogom odloka o plakatiranju in oglaševanju v občini Gorišnica. Predlog odloka je pravno formalno usklajen in primeren za sprejem na občinskem svetu. Tako, zdaj pa dam v razpravo. Kakšno vprašanje? Vkolikor ni vprašanj, predlagam, da glasujemo o naslednjem sklepu. Občinski svet občine Gorišnica je sprejel odlok o plakatiranju in oglaševanju v predlagani obliki in vsebini. Kdo je za? Soglasno sprejeto. Dobro. Pa imamo naslednja točka, obravnava vloge za soglasje k ceni storitve pomoči dežurni na domu CSD Spodnje Podravje. Zdaj se veste, država je kar nekaj smernic spremenila, mi smo sedaj dobili novi predlog cene, občine po večini vse to sprejemamo, zdaj cena je tako določena, v bistvu je sama razlika o subvenciji, v kateri se bi lahko pogovarjali, ostalo pa je na nek način fiksno določeno in težko bilo kaj naredimo. Tako da predlagam, da kar odbor za negospodarstvo prebere predlog sklepa. Prisotni člani odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti so se seznanili z vlogo za soglasje k ceni storitve pomoč družini na domu CSD Spodnje Podravje. Občinskemu svetu občina Gorišnica predlagajo, da sprejme sklep o soglasju k odločitvi cene storitve pomoči družini na domu, socialne oskrbe in določitvi subvencionirane cene storitve pomoči na domu socialne oskrbe za leto 2026 subvencijo cene v višini 50%. Hvala, predsednik. Dam v razpravo. Kakšno vprašanje? Vkolikor ni vprašanj, predlagam, da o tem sklepu, ki ga je prebral predsednik, oziroma o takšnem sklepu, kar glasujemo, ker je tak enak ta sklep, ki ga bi tudi jaz moral prebrati, pa se mi zdi nesmiselno, še enkrat prebiram. Kdo je za? Soglasno sprejeto. Okay. Pol smo pa 8. točka. Malo zanimivo. Se pravi, 8. točka, ustanovitev javnega zavoda, 9. Ustanovitev javnega zavoda Vrtec Gorišnica. Sedaj bi na začetku seveda vseeno začel par stvari povedati o tem, ker predvidevam, da bo kar tu razprava. Mogoče podatek je zelo pomemben za vse občane in občanke. Vrtec Gorišnica je največji proračunski porabnik vsakoletni občine Gorišnica. Približno 750 000 evrov na leto namenimo za vrtce. Zdaj, to je vsekakor zadeva, v kateri jaz vidim, da moramo imeti kot občina in ustanovitev popolno kontrolo in pregled, ker ne nazadnje tudi, če je kaj narobe, na koncu to kriv župan pa občinski svet, da tako rečem. In se mi zdi prav, da je zadeva popolnoma pod našim nadzorom. Zdaj, ideja, zakaj sploh ustanoviti vrtec kot samostojni zavod, je v meni že, bom rekel, več kot leto dni. Je res, da nisem delil naprej, ker sem želel prvo razčistiti par stvari. Med drugim sem tudi vprašal ravnatelja, kaj on o tem meni.
In njegov prvi odgovor je bil, da si želi, da se to zgodi, ker s tem na nek način dobimo še eno, kako bi temu rekel, dodatno pomoč, da bodo ta naša dva zavoda, vrtec in šola, delovala transparentno in pravilno. Je res, da se sedaj v zadnjih 14 dnevih kar veliko govori tudi po naši občini o vsem tem. Tudi ravnatelju sem jaz zastavil kar nekaj vprašanj, na katere še nažalost do danes nisem odgovora dobil, kar je že sicer en čas traja. Vse pa mi zdi najbolj pomembna zadeva vsej tej zgodbe to, da mi imamo možnost to narediti, zato ker imamo pogoje 10 oddelkov vrtca. Glede na vso predvideno gradnjo in vse, kar se dogaja v naši občini, se ni zabati, da bi imeli manj oddelkov, kvečemo bomo jih imeli več. Pri tej zadevi bi jaz izpostavil še pa eno stvar, ki je v mojih očeh tudi zelo pomembna, ni pa najbolj pomembna, oziroma mogoče za stvar še najbolj pomembna. Cena se oblikuje po sistemizaciji delovnih mest in če naredimo svoj zavod, bo to za 0,68 delovnega mesta manj, kak imamo trenutno. To zadevo sem vam tudi poslal naknadno po kolegiju na maile, ker ni imel še radnega dokumenta od revizijske službe, katera je to pregledovala in pripravljala oziroma so v pomoč. In se mi zdi meni vsekakor to smiselno, da to naredimo. Zdaj, kaj se tiče, kdaj bi to sploh naredili. Zdaj, po vzoru, tako smo naredili javno komunalno podjetje, bi to naredili z novim tekočim letem, se pravi, da računovodstvo najbolj na leto osredotočimo, ker je te tudi najlažje zaradi bilanc in vsega. Pa ne nazadnje, sedaj, če bo to potrjeno, da se gremo tega, je to prva faza, kar pomeni, da bomo šli v pripravo vseh dokumentov, ugotovili, kaj to finančno tudi pomeni na koncu in vse. In še stalno imamo možnost na koncu reči, gledajte, to je pa zdaj se za nas ali ne splača, ali ni v redu, ali ne vem, kaj bo se zgodilo, pa še stalno ne rabimo iti. To je v bistvu čist isti postopek bi obral, kak smo ga obrali pri javnem komunalnem podjetju, se pravi prva faza raziskovanje vsega, naslednja faza pač se odločimo, če bomo ali namo. Je pa vsekakor zaradi tega, ker je pri tem ogromno nekega dela in vsega, da se to sploh zgodi, pa preveri, pa ugotovi kako in kaj. Se mi zdi prav, da naredimo to dvofazno, da občinski svet da soglasje, če se s tem sploh strinja, da ne mi zdaj, bom rekel, se pol leta mantramo, na konci pa občinski svet tako že v osnovi proti. Tako na kratko, verjamem, da bo pol pod razno še kakšna debata. Tako da zdaj dam predlog, da odbor za negospodarstvo prebere predlog sklepa, ki so ga oni sprejeli, pol bomo pa dalje. Prvo naj razložim, jaz malo zakaj smo tukaj sklep sprejeli, ker smo imeli premalo informacij, pa tudi samo enkrat smo imeli kolegi na to temo in mi smo se pač odločili, kako bom prebral sklep. Predlog sklepa: prisotni člani odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti so bili seznanjeni s postopkom ustanavljanja javnega zavoda Vrtec Gorišnica. Zaradi pomanjkanja informacij predlaga občinskemu svetu občine Gorišnica, da z 2 glasovoma proti in 1 za sklepa o začetku postopka ustanavljanja javnega zavoda Vrtec Gorišnica ne sprejme. Hvala lepa. Hvala, predsednik. Zdaj pa dam v razpravo. Denis, izvolim. Hvala za besedo. Sam bi rad obrazložil, zakaj tega ne podpiram ustanovitve javnega zavoda Gorišnica. Glede na predlagano sistemizacijo je razvidno, da bi zmanjšali za 2 pedagoška delavca, povečali pa bi za več kot 1 strokovnega delavca. Glede na predlog bi se oddelki odpirali ob 37 vrtcev. Ker ima tu samo otroka v vrtcetu, se mi zdi taki odpiralni čas nesprejemljiv za večino staršev. Sistemizacija tako kaže. Ker sem tudi sam član sveta staršev Oši Gorišnica in Vrtca Gorišnica, lahko iz prakse povem, da nekateri pripeljajo otroke tudi pred 6 uro. Skoraj vsi pa pred 37. Tako delovni čas vrtca se verjetno praktično prilagodil potrebam staršev. Pred odločanjem vsem tem bi prosil, da bi se povabil tudi na kolege ali pa na sejo gospoda ravnatelja, da je tudi sam povedal javno svoje mnenje o tem in bi dal tudi njega javno poprašali. Menim pa, da vrtec in osnovna šola Gorišnica spadata skupaj, da tega ne ločujemo na 2 zavoda,
ker bi s tem prve vrsti oškodovali starše, ki ne bodo željene ure več mogli pripeljati otroka v vrtec, ali pa bodo plačevali višje cene vrtcev. Zato vas svetniki pominjam, pa tisti, ki boste glasovali za ustanovitev zavoda Gorišnica, o tem dobro premislite, te na to tudi prevzemate odgovornost in jo zagovarjate pred vsemi starši. Hvala. Jaz bi zdaj sicer dal na to odgovor, ki se mi zdi prav, da je. Zdaj, jaz nisem neki strokovnjak v sistemizaciji, zato jaz nisem delal. Sistemizacija dela revizijsko službo, ki se s tem ukvarja. Sistemizacija, sem jaz rekel, da morajo narediti točno tako, imamo zdaj vrtec, se pravi ob 5:30 nareto, kar tam not tudi piše. Ja. Ob 5:30 odpiranje, pa to, kaj mora biti. Zdaj, sistemizacija je pokazala, da imamo mi, če imamo samostojni zavod 0,68 delovnega mesta manj, skupno gledano, se pravi skupno gledano, ne zdaj, bom rekel, hišnik gor, hišnik dol, ali vzgojiteljica, ali ne vem, pomočnica. Je pa res, da so bile kar velike razlike v sprejeti sistemizacijo, ki smo jo mi potrdili, pa v sistemizacijo, ki jo zavod predlaga. Bi pa mogoče vseeno izpostavil dejstvo, da zadnje 3 mesece plač, ki smo jih gledali, je po plačilnih listah sistemizacija za skoraj 2 delovna mesta manj v sistemizaciji, kak je bila obračunana. Ampak ker v 14 dneh nisem dobil odgovora, težko govorim danes o tem, ker moram dobiti prvi odgovor, zakaj se to sploh v šoli dogaja. In to bo zdaj mogoče naslednja korak, da bojo povedali. Zdaj očitno bom mogel uradni dopis poslati, kar smo bili zmenjeni, nam niso še dali. Je pa dejstvo, da zdaj pod to sistemizacijo se je podpisala gospa, ki dela revizijske službe. Jaz verjamem, da je to naredila pravilno po pravilnikih, tam je vse obrazloženo, ki, kak, zakaj. Je pa popolnoma jasno, da se vrtci cena bo dvigovala, pa ne zaradi tega, ker bomo mi tako sprejeli, ampak zaradi tega, ker bojo plače v javnem sektorju še šle 3-krat gor do 2028 in dejstvo je, da bo šla cena gor. Je pa dejstvo, da sistemizacija, ki odloča plače, je pa nižja, če imamo samostojni zavod in to nam pač ne morate oporekati, tako pač je. Je pa mogoče, ne vem, se mogoče tudi delno strinjam, da bi to bilo fajn, če bi bil en zavod, čeprav po drugi strani, da moramo mi za podatke vse, ki jih zavod pač želimo iz zavoda, ki smo ga ustanovili, dobiti, se tako hudo mantrati, se mi pa zdi skoraj nesmiselno. Ampak ne bi jaz zdaj tu se opredeloval, da bo to ne bi rad, da zgleda, kot da smo mi z ravnateljem skregana, ker je to daleč od tega. Jaz sem njega vprašal, on je bil prva oseba, ki sem ga sploh vprašal, kaj on o tem misli. Pa je bil odgovor, da se strinja s tem, tako da jaz nimam dobenega problema, da tudi njega na sejo povabim, pa še on o tem kaj pove. Čeprav ne vidim pomena, ker ustanovitelj je občina, tako da pač lahko pa pove svoje mnenje. Dobenega problema. Po drugi strani pa se mi zdi, da sta to dve tako velike zadeve, da je prav, da je tak. V mojih očeh je prav. Če smo naredili javno komunalno podjetje, ker smo bili mnenja, da je prav, da sta to dve ločene zadeve, se mi zdi, da je to prav. Ne veze, na koncu je stvar na vas, vi ste glasovali, bi pa samo opozoril, da izjava, da bo zaradi tega dražji vrtec, če mu to naredili, je strašno mimo. Samo toliko z moje strani. Če lahko samo obrazložim, ok, zdaj pa če bo več strokovnega kadra, pa manj pedagoškega kadra, zato izvajamo. Po drugi strani, če samo pogledneš, zdaj bo celi vrtec zaposlen, potem 50% nazaj. Mislim, zdaj je 50%, potem bo celi procent. Ja pa bom kar mogoče prekinil. Samo mogoče se niste tako hudo, gospod svetnik, poglobili v to zadevo. Ko imaš samostojnega ravnatelja, samostojni ravnatelj, če je delavec, se tako imamo zdaj svetovalna delavka, ima en delček je ravnatelj, en delček je pa svetovalna delavka. In pol ne rabiš imeti več svetovalne delavke. Zakaj bi bil svetovalna delavka iz vrtca na šoli, ne rabimo? To, kar zdaj imamo trenutno tak narobe. Ampak čakam odgovor ravnatelja, povejo, zakaj imajo to tako. A mi imamo svetovalno delavko malo na šoli, ona šolska pa malo vrtce. Če to kdo razume, jaz ne vem nikoli. Ampak tu je čisto eno na eno. Isto, če bi bila, ne vem, vzgojiteljica, na primer, bi mogla še malo učiti. Ni samo pomočnica, oziroma ni samo ravnateljica vrtca, ali pa ravnatelj, zato ker je premalo oddelkov. Ko pa pridejo oddelki, mislim, da je 16 tista meja, ali 17 tam nekaj oddelkov, te pa je samo to. In tu pride razliko do strokovnega kadra. Zdaj tam pri pomočnicah, pa se pravi pri tem vrsto zaposlenih, je pa mogoče se zanimivo vprašati, če imamo zdaj pravilno.
No, lahko povem, to je zaradi tega, ker je vrtec prej odprt, ne pa v pol 8, ne? Zato Vrtec rabiš več- tam piše, da so zaradi prvo pol 6. eno delo, v pol 6, vsi 9 pa v pol 8. To pomeni, večinoma otrok pa prije pred 7 uro. Tako vseh, ne vem, 100 otrok ne morete v enem oddelku. Poleg tega imaš več kategorij, ne? In potem to praksi ne gre skozi. Pač jaz povem z stališča staršev, Ja. ker sem tudi sveto staršev in ta sistemizacija zelo dvomim, ki gre skozi. Zato, če smo že pri teh kategorijah, težko bomo dobili kuharja za 72%, hišnika za 56%, državalca članniška oprema za 50%. Če ga pa zdaj imamo, Ok, ja, ostale Zakaj ga dele lahko- že pokrije z delom v šole. pol ga lahko isto pokrivamo. Ljudje, ki so sedaj v šoli zaposleni, pa pol ne... Zavod za Ja. sebe, prej en zavod. Ja, ne. ja. Zdaj, potem pa če bomo ali namo, to je potem vprašanje. Imamo pa računovodkinjo, pa knjigovodkinjo, pa To je tajnico, to. pa to, kaj lahko vse z občine Zdaj, če se pokrijemo. to, ne, zdaj je knjigovodja, potem v novem vrtcu bo računovodja. Vsi vemo, ker plača ni ista knjigovodja pa računovodja. Računovodska plača je večja od knjigovodske. Se strinjam, Tako je da to pa, je to razlika, večje. je pa razlika, da jo lahko z občino delamo. Ne? Tako da, Pa je ja, dejstvo. samo zdaj, če ga ne rabiš, tega ne rabiš. Lahko na občini tudi zaposliš, ne? Kak? Ne mislim, te lahko zdaj zaposliš 50%, ki bi bil viška na občine, če bi ga potreboval delavcev, ne? Če razumeš, zdaj, Ja, samo... naši občinski računovodji Pač- imajo toliko rezerve, da še bodo bolj delali brez problema. Ok. To je tako predvideno. Pač stališče modo, pač Ja, starše ja. samo kasneje poveča ceno. Vse to je zdaj mogoče v tej fazi skoraj... Ker sem šel te številke vse skozi, premlel, pa odpiranje, pa prakso pogledal, kako kdo vozijo in apeliram potem, če bomo zdaj plače, pa kako bo šlo plače gor, pa čez eno leto, ker nam potem pa starši plačevali 50 evrov, pa koliko več. Samo to. Jaz te odgovornosti nam nosil pa zagovarjal. No, vse ni problem, vse to ni problem. Jaz sem povedal, to je dvofazno, zdaj to treba vse zračunati, te pa da se videlo. Izvori, Mina. Te bi se vas tudi pridružil tej lepi konstruktivni debati. Fajn je, da si izmenjam mnenja, pa neke stvari povemo, ampak jaz mislim, da s tem, če mi danes damo nadaljevanju postopka zeleno luč, še ne pomeni, da potrdimo ustanovitev samega zavoda. Res pa je dejansko, ki se je na odboru za negospodarstvo pojavila dilema, da so prišli do premalo podatkov, kar se tudi jaz strinjam. Jaz pravim, ne si zapiramo vrat, pa ne jih odpiramo. Mi dejansko zdaj gremo v postopek, kjer bomo pridobili več konstruktivnih pogovorov, podatkov, izračunov, šele na to bo sledila končna odločitev ali ja ali ne. Tako da jaz mislim, da imamo zdaj v naši občini to, kar se je včeraj zgodilo, pa kakšne bolj važne teme se za pogovarjati, kako se tu zdaj prepucavljamo z raznimi svojimi mnenji, enih pa drugih. Pa ne mislim nikoga užaliti. Hvala. Milko, izvoli. Hvala za besedo. Jaz odzvam moje mnenje, da povem, v glavnem jaz bom podprl to idejo ustanoviti javnega zavoda Vrtec Gorišnica iz enostavnega razloga. Tako kot je župan rekel, ogromno sredstev gre v šolo, jaz bom pozneje malo več o tem govoril, ker imam malo več podatkov, koliko dobi šola sredstev, pa tako naprej. Dejansko šola nima, v bistvu občina nima nobenega pregleda nad poslovanjem, ne šole, ne vrtca, ne nič. Zanimivo je bilo pri predstavitvi kandidatov za ravnatelja, na koncu je ravnatelj pač rekel, samo mi bi rabili več denarja, ne. Ok, to je najlažje narediti, potem tudi računovodsko tako prikazati, da vedno rabiš več denarja, to ni noben problem, ne. To, kar se tiče tega idejnih sprav, mislim, ni bilo všeč na konci, da zdaj na konci cele zgodbe ti rečeš, da bomo mi tisti, ki bomo krivi za to podražitev, ne. Kaj pa, če se že zdaj predrago plačuje vrtec, recimo, se to kaj delali, kak je izračun ali ne? Verjetno ne. V glavnem, glede na to, kakšne podatke smo dobili, jaz sem prepričan, da je to smiselna rešitev, pa v glavnem ne smemo si dovoliti tega, da bi v bistvu bilo, ko bomo se pogovarjali o organih upravljanja v javnem zavodu, da ne bi imelo občina nobenega vpliva na to. Se pravi, malo več bom pa pozneje o tem govoril, ko bom v zvezi z ravnateljem še imel nekaj zapovedati. Hvala. Hvala. Še kdo? Bojan, izvoli. Ja, hvala za delo, hvala za besedo. Tudi jaz se pridržujem kolegu Milkotu in absolutno podpiram ta predlog, da gremo v ustanavljanje javnega zavoda Vrtec. Ptuj se pa tudi, imam tudi malo pa pomislek, sem tudi župan tu povedal, da če slučajno vidimo, da to ni ok, da še vedno lahko rečemo, da se tega ne gremo. Je pa res, da glede na to, da 750 000 evrov ali pa še vredno kakšne evrov več damo za vrtec,
in župan in občinski svet dejansko nimamo nekakšnih vzvodov za pregled in da bi imeli kako besedo pri tem. Ne. Tako da še enkrat podpiram to in to je to. Hvala. Hvala. Še kdo? Boštjan, pardon. Ja, lepo zdrav tudi z moje strani. Jaz sicer pri vseh stvareh sem malo skeptičen, tako da sem bil pri javnem podjetju, ampak se pa pridružujem temu, da vseeno si ne zapiramo vrat, tako kot je rekel Miran, in bom podprl predlog o nadaljevanju postopkov, se pravi o zbiranju dokumentacije, o preračunavanju. V drugi fazi pa se bomo odločali potem, ali gremo v ustavnitev ali pa ne. Hvala. Anja, izvolim. Hvala za besedo, tudi z moje strani. Tudi sama podpiram to idejo, da pač gremo v nadaljne postopke. Definitivno sem prepričana, da imamo danes premalo podatkov še odprtih, da lahko konstruktivno rečemo ja ali ne. S tem, ko pa si damo možnost, da vržemo številke na list in jih zložimo v tabele, pa mislim, da ni nič narobe. Tako da tudi podpiram to zadevo. Dobro, še kdo? V bistvu je, vse sem povedal že večkrat, popolnoma enak postopek bi želel speljati, kot smo z javnim podjetjem, še stalno na koncu lahko rečemo, gledajte, to je zdaj se pokazalo, kaj je predrago, pa nesmiselno, ne vem, kaj še bomo ugotovili, vse dejstvo je, da noben od nas ni neki poznavalec, da treba vključiti ljudi not, ki jih zato, bom rekel, na skupni občinski upravi plačujemo, da nam to pomagajo, pripravijo, predočijo, pa da vidimo, s kakimi izzivi se bomo sploh soočali. Zdaj bom tako rekel, dosti več nam je znanega v gospodarskih družbah, kako se bomo soočili, tu pa nam je vseeno malo to tuje, ampak mogoče je to nek korak k temu, da se sploh odločimo, da gremo. Zdaj, vkolikor ni več dodatnih vprašanj, bi jaz predlagal, da glasujemo o naslednjem sklepu. Občinski svet občine Gorišnica je sprejel sklep, da se prične s postopkom ustanavljanja javnega zavoda Vrtec Gorišnica. Pa dam na glasovanje, kdo je za? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kdo je proti? 1, 2. Se pravi 7, 2, pa te en ni glasoval. Ok, dobro. To pomeni, da gremo v te naslednje postopke, te pa pol tako na naslednjih sejah oziroma kolegijih in tako dalje o tem govorimo. Se pravi, naslednja točka, imenovanje članov občinske volilne komisije. To je vsakoletna praksa, oziroma ne vsako leto, vsako 4-letna praksa, tak smisel reči, pred vsakimi volitvami, da moramo te komisije imenovati. Pozvali smo, se pravi, stranke, ljudi, da so predlagali, pa bi zdaj jaz kar predal besedo predsedniku mandatne komisije, da prebere predlog. Dober dan, še enkrat, gledajte, od 2.6. se je sestala komisija za mandatne volitve in imenovanja, kjer smo imeli eno izmed točk tudi imenovanje članov občinske volilne komisije in tam so sprejeli naslednji sklep, katerega dikcijo bom zdaj prebral. Člani komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja so se seznanili s prejetimi predlogi za imenovanje predsednice in članov namestnika občinske volilne komisije. Občinskemu svetu občine Gorišnica predlaga, da se občinsko volilno komisijo imenujejo predsednica Simona Čuš-Zamoda, namestnica predsednice Nataša Šegula, član Jožef Belšak, namestnik člana Albina Bezjak, član Franca Futa, namestnik člana Leonik Urina Ramfl, član Slavko Meznarič in namestnik člana Janko Vakut. Hvala. Ima kdo kako vprašanje? Vkolikor ni vprašanj, predlagam, da kar o vseh predstavnikih oziroma predsednicih, namestnikih, članih v paketu glasujemo. Kdo se strinja s takšnim predlogom? Soglasno sprejet. Gremo naprej. Imenovanje dobitnikov občinskih priznanj, ker se bliža tudi občinski praznik, smo tudi to komisijo imeli, pa kar predlagam besedo predsedniku. Prav tako smo obravnavali točko dnevnega reda o podelitvi priznanj občinskih in smo sprejeli naslednji predlog sklepa. Člani komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja so se seznanili s sprejetimi predlogi za občinska priznanja. Občinskemu svetu občine Gorišnica predlagajo, da se občinska priznanja podelijo.
Priznanje občine Gorišnica prejmejo Judo Kljub Gorišnica, PGD Farmin, PGD Gajevci, Placarevci. Grb občine Gorišnica pa prejme Franc Nasko. Hvala. Dam razpravo. Imamo kakšno vprašanje? Kolikor ni, predlagam enako kot pri prejšnjem skledu, da o predlaganih glasujemo v paketu. Kdo se strinja s takšnimi predlogi? Soglasno sprejeto. Redo, obravnavi trendov smo imeli. Sprejem občinske celostne prometne strategije. Ta celostna prometna strategija je dokument, ki smo sicer končni čistopis poslali naknadno še, v katerem je napisano točno smernice, kaj bi želeli v napredovanju. Je pa tudi dokument, brez katerega ne moreš kandidirati na bilo kakšna sredstva, ki so povezana z razpisi. Zdaj, to pomeni, da je to, bom rekel, strateški dokument, v katerem sicer kar veliko piše, je pa tudi čisto možno, da se na koncu kaj pozabi, ampak načeloma so to stvari, ki se da dopolniti, prilagoditi. Važno pa je, da imaš osnovni ta dokument. To je najbolj pomembna zadeva. Mogoče podatek pri tem, za ta dokument smo dobili sofinancirano v celoti, to pomeni, da nas občina nič ni stalo, da ko bomo plačali račun, bomo dobili tudi sredstvo nazaj, kar je, se mi zdi zelo fajn, da tudi takšne krovne dokumente, ki jih občine nujno potrebujemo, da lahko sploh kandidiramo na kakšna sredstva, nam država pomaga in nam jih sofinancira. To pa dam predsedniku Sveta za preventivo, da prebere predlog sklepa. Hvala za besedo. Predlog sklepa. Člani Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu občina Gorišnica so se seznanili z občinsko celotno prometno strategijo. Občinskemu svetu občine Gorišnica predlagajo, da jo sprejme v predlagani obliki in vsebini. Hvala. Dam v razpravo. Imamo kakšno vprašanje o tem dokumentu? Vkolikor ni, dam na glasovanje naslednji sklep. Občinski svet občine Gorišnica je sprejel občinsko celostno prometno strategijo v predlagani obliki in vsebini. Kdo je za tak sklep? Soglasno sprejeto. Tako da smo pa že pri predzadnjih dveh točkah. Jaz bom pri informacijah župana danes malce bolj manj obsežen, kak sem bil ponovadi. Mogoče kar te osnovne zadeve, se pravi vrtec in gasilski dom, potek teh projektov pri vrtcu. Že veste, imamo kar težave, do konca tega meseca bi mogel biti zaključen objekt, pa še niti približno nismo tam, tako da upam, da bomo uspešno zaključili vsaj do konca leta, oziroma jaz ne vem do kdaj. Čas imamo še v bistvu celo naslednjo leto skoraj, zaradi, veste, da imamo vezano financiranje, ne? Smo uspeli pridobiti, tudi odločbo smo že dobili, tako da ta sredstva lahko samo ogrozimo s tem, če nam pravi čas konec, in jaz verjamem, da do drugega leta, do junija pa te bomo naredili, če smo že letos do junija mislili narediti, ne? Dejansko je težava samim izvajalcem, ki pač ima največjo težavo z delovno silo in se ta zamuda kopiči pa kopiči. Mi smo že naredili razgovore z odvetnikom, smo vključili pač odvetniško službo, poleg da nam malo pomaga, da nam bo na koncu slučajno izpadlo, da smo mi kakšne postopke narobe vodili ali pa kaj, tudi naša pravna služba fejs pomaga. Jaz verjamem, da na koncu bo. Jaz vseeno sem z cestnim podjetjem kar fejs na vezi, se z samim vodstvom zelo pogovarjamo, tudi moram kar odkrito priznati, da se tudi oni želijo to rešiti. Bom rekel, v nekem doglednem času, vsi vemo, da pač do konca junija ne bo, ampak na nek način nam je vsem v interesu, da to uspemo rešiti, ker tako smo tudi na kolegi rekli, ne, če bomo na koncu tu na sodišču dokazovali svoj prav, te bo za vse slabo, ne, in za nas in za njih in za vse. Jaz upam, da bomo uspeli tu na koncu neke pametne poteze potegniti in urediti. Zdaj mogoče na tem mestu bi še kar izpostavil težavo, ki se je v pretešnjem tednu zgodila, ta poplava v telovadnici, ne. Nažalost je tudi zato se zdaj izkazalo, da je gradbinec na objektu vrtca bil kriv, da smo mi imeli vodo v telovadnico, ker so tam po nesreči cev, ki je odvodna iz strehe telovadnice, pa tiste ceste ob telovadnici, ki odvaja vodo v ponekalnico, po nesreči stisnili. Jaz ne vem, kako niso nam to povedali, oziroma niso opazili, ali kaj god se je zgodilo. Na koncu smo telovadnico dvakrat lepo fajn namočili, tako da je parket po vsej verjetnosti čisto hin.
Mi smo zdaj že poklicali izvajalca, da pride oceni, kakšna škoda, se pravi izvajalca parketa, ki je bil, da sploh oceni, kaj se sploh da narediti, kako se da to popraviti. S cestnim podjetjem smo na liniji, pač zavedajo se, da so zeznili in bojo tudi z civilnih odgovornosti in z odgovornosti strojev verjetno prek zavarovalnice zdaj to zgodbo rešili. Največji izziv, ki ga jaz vidim, je v tem, da izvajalca čez počitnice, da nam parket popravi, nam odobli, zato ker vsi delajo, ker se vse telovadnice delajo čez počitnice. Tako da verjetno na žalost bo tudi sam proces šolanja otrok verjetno jesensko-zimskem času trpel, da bomo to sploh uspeli popraviti. Poleg tega, da še po mojem bo zdaj težko sploh kdo ocenil, kaj je sploh narobe, ker moraš enostavno parket vumftariti, da sploh vidiš, kaj se sploh zgodilo. In to zdaj zaenkrat smo rekli, da ne bomo, da bomo pustili, da bo to telovadbo tako poflikali do konca, nevarno ni, tisto, kaj je bilo nevarno za otroke, smo odstranili. In verjamem, da bomo nekako to zgodbo zdaj uspešno rešili. Pol pa bi mogoče šel kar na naslednje, bom rekel, bolj pozitivne zadeve. Vaško-gasilski dom, se pravi medgeneracijski center z vaško-gasilskimi prostori poteka po planu, zadeva se premika, jaz verjamem, oziroma tudi izvajalec, sploh ni dobenega dvoma, da naj bi do konca septembra to bilo narejeno, tako je tudi časovnica. Tako da tam so bistveno manjše težave, oziroma jih sploh ni, par operativnih sprememb, ampak to je za taka milijonska razlišča, nekaj čisto normalnega, vsaj v mojih očeh. Je pa zdaj tu še naslednja zadeva, Zelena gorišnica, se pravi ta projekt, ki ureja zunanje okolice vrtcev, gasilskih domov, pa ta sam center. Z izvajalcem komunalno podjetje Ormož, ki je na koncu bil nominiran, smo naredili uvedbo v delo. Sedaj v naslednjem tednu se izteče rok, da morajo predložiti terminski plan, kako bojo to zadevo se lotili. Neuradne informacije so, da bojo začeli okrog 20. junija, če bo zdaj vse tako, kako bo trebalo. Čakamo sicer terminski plan, nekaj sem videl tam že nekaj zakoličbe so, to pomeni, ker so že neke meritve si dali narediti. Je pa tako zamišljeno, da bomo začeli iz spodne strani tega objekta proti vrtcu in dovolj prostora pustili, da se ne bo ta objekta motila, da ne bi slučajno bilo kakih težav. Pol bojo pa tisti zadnji delček naredili, ko bo sama fasada na vrtcu zaključena, da ne bi prišlo do kakega slučajno poškodovanja česa, tako se nam je na primer zdaj pri telovadnici zgodilo. Pa iz druge strani tam pri gasilskem domu. Ta sam center pa to bo pa po vsej verjetnosti, zdaj malo tudi odvisno od vremena, verjetno spomlad naslednje leto. Zdaj, ker tu pa vseeno je kar veliko gradbenih del, pa jaz ne bi rad, da pred zimo to odperemo, pa se ne nazadnje, bom rekel, nas kakšen sneg preseneti. Pa bomo bolj imeli celo zimo razkopano dvorišče šolsko, kar verjetno ne bi bilo fajn, pa bomo verjetno pustili zimo mimo, pa bomo po zimi to delali. Imajo veliko drugega dela, tako da ne vidim sploh tem dobene težave. Bi pa zdaj mogoče še samo 2-3 stvari izpostavil. Ena stvar je spletna stran. Spletno stran, ki smo imeli obstoječe, pač ker se ta zakonodaja tako hudo hitro spreminja, se je spet spremenila in so nas pozvali, da imamo napačno. Zdaj smo naročili spletno stran obnovo, v bistvu spletna stran bo izgledala skoraj popolnoma enaka, kot ona, tako bom rekel nepoznavalcem, nam izgleda skoraj da ista. Naročili smo sedaj spletno stran pri podjetju, ki ima, mislim, da je 150 občin spletnih strani slovenskih, tako da imajo odzadaj ful dobro podporo vseh teh pravilnikov, ki se spreminjajo in kar oni updatajo. Zato malo opozarjam, da spletna stran je trenutno piše, da je v izdelavi, pa so gor kakšni podatki, ki še niso pravilni ali pa še česa vsega ni. Bo pa predvideno do konca tega meseca to vse urejeno, tako da bo v redu. Pol bom pa zdaj še prvo eno nevšečnost, ki se nam je zdaj zgodila, se pravi sinoči ta toča, ki je našo občino kar fejst prizadela. Danes smo, bom rekel, celo dopoldne z našim javnim komunalnim podjetjem po celi občini se trudili, pa čim več stvari izčistili, mogoče na tem mestu. Vem, da še vsega nismo uspeli, pa bomo še nekatere stvari jutri, pa nekatere še mogoče celo v ponedeljek, ker enostavno bilo tako razdajanje, da vse naenkrat ni šlo, tiste nujne glavne smo predvidevali, da vse. Bomo pa še te detajle rešili tekom, bom rekel, tega tedna oziroma začetka naslednjega. Zdaj, mogoče pri tem bi bilo vseeno prav izpostaviti, da smo že imeli državnega sekretarja danes tukaj na ogledu, da smo bili z ministrstvom na kmetijstvo na liniji, imeli so sicer danes sejo, pa hodijo tudi po drugih občinah, ker si malo razdelijo, ker je bilo kar fejst po celi Sloveniji. Škoda je na kmetijskih pridelkih,
lahko skoraj rečem 100% vse uničeno. Tako da nažalost je to kar nas festo trpelo. Bom rekel, prva beseda sekretara danes, ko je prišel, je bila, da ne bojo pozabili na nas, tako da jaz verjamem, da bojo sedaj zasukali vse postopke, ki so potrebni, da bojo kmetovalci lahko prijavili to škodo in verjamem, da bojo tudi to našli neko uspešno rešitev na koncu. To zdaj bi še pa samo mogoče, ker je to zadnja seja pred občinskim praznikom, pozval tudi vse vas, vse občanke, občane, da se v čim večjem številu udeležijo vseh dogodkov, ki se bojo približevali. Vabila, mislim, da so celo že ena prišla, ena še bodo, več ali manj bomo obveščali, tako da bom rekel, na nek način ustaljena praksa, tako kot vsako leto, približno podobni urnik, da smo na nek način v naši občini že to navajeni, vemo kako in kaj, tako da jaz vse skupaj lepo vabim, da se udeležijo teh dogodkov pred dopuste, pa gremo lepo malo na zaslužene počitnice. Tako, to je z moje strani, sedaj pa predlagam, da predam besedo kar vam, predloge, vprašanja in pobude. Milko, izvoli. Ja, hvala za besedo. Jaz bi se dotaknil ene zadeve, ki me malo muči že nekaj cajta. Nedolgo nazaj smo imeli razpis za ravnatelja osnovne šole. Potrjen je bil kandidat Milan Šilak. Imeli smo 2 kandidata. Zdaj v bistvu rad bi mogoče malo nekaj informacij podal, ki se meni zdijo zanimive. Najprej mogoče, kdo potrjuje ravnatelja. Zdaj, če se kaj motim, pa če me kdo lahko popravi, ne popravi, ker nisem vseh informacij dobil, ki bi jih rad. V glavnem, ravnatelja potrdi svet zavoda. Svet zavoda je sestavljen iz 5 zaposlenih v javnem zavodu, potem iz 3 so iz sveta staršev, po 3 ustanovitelja, če imam pravo informacijo. V glavnem, mi smo bili na predstavitvi obeh kandidatov. Jaz bom rekel, mene prepričal Boštjan Petučnik iz enostavnega razloga, ker je imel neke nove ideje, imel je tudi idejo, kako dodatno nekako financirati šolo, kako spodbuditi učitelje in tako naprej. V glavnem se mi je zdel bolj prepričljiv, pa verjetno tudi ostalim kolegom, ker glavni kandidat Milan Šilak, ko smo ga spraševali, jaz sem imel nekaj vprašanja za njega, pa nisem nekih jasnih odgovorov dobil na nobeno vprašanje. Ne. Najbolj sporno je bilo tisto podvajanje dela, se pravi, oziroma istočasno upravljanje funkcije ravnatelja in župana občine Dornave. Zdaj, v bistvu ne tu nekaj dolgo, v glavnem on je takrat na izrecno vprašanje enega kolegov, mislim, da je Miran, vprašal ga, ali bo on, če bo potrjen kot ravnatelj, če bo kandidiral za župana občine Dornava, izrecno predvsem tam izjavil, da ne bo kandidiral. Zdaj, po nekih informacijah, ki jaz tudi imam namen kandidirati, to recimo za mene ni sprejemljivo enostavno. Ne. Zdaj, kako prepričati svet zavoda, da te podpere, po mojem čisto enostavno, ne. Če imaš 5 svojih zaposlenih, ne, pa 3 iz sveta staršev, po mojem ni neki problem, da dobiš 6 ljudi, ki te potrdijo. Ne. Malo sem si šel tudi finančne, to zdaj govorimo o javno dostopnih podatkih za leto 23, 24 pa 25, govorim o financiranju šole, s kakim zneski šola razpolaga. V glavnem, gotovo sem da od leta 23 do leta 25 je šola v bistvu dobila za 712 000 evrov več sredstev, se pravi, glede na leto 23 do leto 25, 712 000 evrov več denarja. Se pravi, šola razpolaga z približno 4 milijone pa 100 nekaj več glavnem evri. Potem sem šel malo gledati primerjavo z podobnimi šolami, ki približno predstavljajo, ki imajo približno iste, ki razpolagajo z istimi sredstvi. Zanimivi podatki so. Ne. V glavnem, šola je dobila zdaj 712 000 evrov dodatnega denarja, s tem, da število zaposlenih se je zvišalo, mislim, da za 7 ali 8, ne bom rekel, to govorim zopet o javnih podatkih. Primerljive šole, recimo s tem, da ima šola nekje 7-8 000 evrov dobička v teh 3 letih, enako približno v vseh letih. Primerljiva šola, recimo eno, ki smo najšel nam je omenil, kjer v glavnem je v istem času z istim številom zaposlenih imela okoli 100 000 evrov dobička. Ne. Ena druga šola, ki razpolaga z istimi sredstvi, pa ima približno 25 delavcev več zaposlenih. To je en meni podatek, ki mi je bil zelo zanimiv. To je recimo zdaj, vi razmišljate o tem. Še ena zadeva, ki pa že nekaj časa vsi, pa tudi ne samo jaz, še ostali svetniki, ki jih zanima. Pred kratkim naj bi bil
zdaj ne vem, ali uveden ali pa narejen izredni inšpekcijski nadzor zaradi prisotnosti alkohola na osnovni šoli Gorišnica. Mislim, da po večkratnih nekih apelih oziroma prošnjah oziroma ne vem, kako na tem rečem, glavnem občina v glavnem ni dobila odgovora oziroma ni dobila zapisnika tega inšpekcijskega nadzora. In se mi zdi, da je bilo prav, da mi, glede na to, da resnost problematike, da bi jim to informacijo mi dobili. Zdaj, kaj nismo dobili, jaz ne vem. Tako da, v glavnem, mogoče samo toliko okoli tega, malo okoli ravnatelja, več pa ne bom nekaj za to govoril. Hvala. Jaz mogoče lahko samo povem za ta zapisnik, če te zanima, ker je dejstvo, da je podatek, ki sem ga jaz na kolegiju, na vašo pobudo, vi ste rekli, svetniki želijo, da ta zapisnik pridobimo, jaz mislim, od vas sploh zvedel, da to tam bilo, jaz niti vedel nisem. Sem se z ravnateljem zmenil, da mi to da, on mi je rekel, da sploh ni problema, da še mi isti dan dobo, pol ni bilo do kolega, potem sem ga vprašal, kaj zdaj s tem je. In na koncu je bila odgovor, da ne damo informacijo javnega značaja. Mi smo dali to informacijo javnega značaja, smo podali na šolo, je pa res, da še nismo dobili odgovora. Je pa, mislim, da še je v roku, tako da še nič ni narobe. Bomo pa zdaj dobili, in ko bomo ga dobili, vam bom ga tudi posredoval, ker ste pač želeli ga imeti. In sicer ravnatelj zatrdil, da ni nič narobe, tako da jaz mu verjamem. Ko bo pa pač ta zapisnik prišel, pa vam ga posredujem naprej. To je mogoče samo kar se tega, kar se mene tiče na nek način. Redo, naprej. Bojan reči. Ja, kot je že župan omenil, se nam je včeraj začelo zgodilo, kaj se nam je spet zgodilo. Narava je spet pokazala svojo moč in sam sem se danes zjutraj peljal po vasi in res je bilo razdajanje ogromno. Eni so res utrpeli ogromne škode. Pred nami tudi naša svetnica lahko kaj več pove, da res ne moreš verjeti, kaj je narava zmožna. Ampak danes, ko sem se peljal iz službe, okrog 1:30 sem se peljal spet približno po isti poti domov. In bi res pohvalil, tako je že prej rekel župan, naše javno komunalno podjetje, ki se je res potrudilo in stanje je že izgledalo malo boljše. Ne bom rekel, da je že v redu, ampak pozna se, da so pristojne službe pravočasno vstopile skup, se strnile glave, kako bi rekel, in prešle k reševanju težav. Prav tako so bili tudi gasilci na terenu in smo skupnimi močmi rešili to, kaj se je pač dalo rešiti, če ne. Hvala lepa. Denis, izvoli. Hvala za besedo. Najprej vsi lepo vabljeni, gospod župan, vsi svetniki 27. junija 2026 na Formin. Imamo 90 let PGD Formin in slavno se predaja gasilskega vozila. Potem bomo še 3 kratka vprašanja. Kako je to cesto tu v kanalu, če je kakšna nova informacija? Nekaj informacije so, ker se bo na Formini most zapiral, vemo kaj več o tem. Pa kako je s temi jaški na Forminu, nekaj so označene, da se bo tukaj popravljalo, ali kaj? Nekaj označbe so na jaški. Hvala. To je to. Cesta ob kanalu je malo zakačila, ki je z enim lastnikom ne moremo doseči nikak sporazuma. Gre se za 80 metrov dolžine ceste. Jaz še stavno upam, da smo to uspeli zmeniti, če ne moramo iti oni grdi postopek razlastitve, ki pa pač malo dlje časa traja. Ostalo imamo vse rešeno, sporazum dogovorjen z zdravskimi, načeloma samo čakamo, da lahko damo na portal cesto, da lahko naredimo. Več ali manj si vsi to želimo do vrtca, da bi naredili, zdaj jaz upam, da bomo uspel tega lastnika prepričati, brez da bomo po sodišči hodili. Tako da jaz nasrčno upam, da bo to vratalo. Kaj se tiče mosta na Forminu, nažalost je dejstvo, da so spremenili izvedbo te trase, kako so v prvotno mislili. Forminski most ni bil nikoli predviden, da bo v celoti zaprt, ampak bi bila v bistvu enosmerna, oziroma kako bi tam rekel, izmenična cesta. Problem je ne most, ampak problem je tam pred mostom, ki se mora tisto vse narediti. Zdaj na koncu so rekli, da enostavno drugače ne gre. Predvideno je zaprtje 4 mesece. Začetek sem jaz rekel, da ne dovolim prej, kako se ta odpere, to pomeni, ker je zdaj predvidena časovnica, da se ta odpere do konc meseca, oni se bi pa s tistim dnem, ko se bi ta odprl, oni zaprl. Pa je moja prošnja bila, da probajo vsaj čez počitnice narediti stransko cesto, v bistvu našo cesto lokalno, ki nam obstane ob tej, bom rekel, glavni cesti z elementi hitre.
da bi do septembra lahko promet spustili po tej, bom rekel, obstoječi cesti prek, da bi lahko šolske prevoze rešili. Ker če nam mogli šolske prevoze rešiti, imamo tam ta komisijo, ki je še ne vemo, kako bomo rešili, če je to našlo. So pa mi odkrito povedali, da se bojo, da to našlo. Tako da zdaj, jaz sem bil z Darsom v torek skupaj, iščejo zdaj neke rešitve, naj bi mi do ponedeljka javili, kaj bojo gotovili, če se sploh dali ne da. Jaz pač pritiskam, da ne bi ta most bil tako dolgo cel čas zaprt, ki je to kar izziv. Bom rekel, za nas šolske prevoze vidim tu največji logistični izziv, ostalo ljudje bojo že nekako, bom rekel, z nevoljo 4 mesece pač gumbali malo, pa jih razumem čist. Ampak pač, če drugače našlo. Zdaj bomo videli, kaj se s tem zgodilo. Tako da mogoče v naslednjem tednu kakšen boljši podatek imel, pa ga imam danes. Kar se pa tiče jaškov na Forminu, trenutno smo v fazi, da najbolj kritično infrastrukturo, ki so jo uničili zaradi izgradnje ceste, bo se popravljala sedaj že vmes, vse ostalo pa po izgradnji ceste. Cesta je predvidena, oziroma cesta mora biti prevzeta do naslednjega leta, februarja. Tako da nekje konc leta bi naj oni pristopili k temu, kaj se je uničilo, kaj se bo popravilo in vse te stvari, kar je tudi roko na srce najbolj smiselno, da pač na koncu se naredi zbirek in se dogovoriš vse, kaj se bo popravilo, kaj se ne bo. Vse stvari, ki so pa nevarne, kot so bankine in take stvari, smo pa sedaj mi v dogovorih, da bi naše javno komunalno podjetje popravilo nekatere te stvari, pa je pač njim stavilo račun, pa pač tako je, kar je pač nevarno. Tako rekel, nekaj, kar pa ni čist nevarno, bomo pa vseeno počakali do konca gradnje, pa te pol na koncu vse skupaj popravili, oziroma bojo oni popravili na tisto fazi, verjetno mi ne bomo sposobni niti, pa tako je boljše, da oni popravijo. Tako da to je glede tega. Jaške smo pa označili, zato ker smo naredili popis v celotni občini, zdaj pa pač, da smo jih lažje označevali, smo jih označili, da smo videli sploh, o kateri se pogovarjamo. Pa mogoče so samo to pri jaških, niso čisto vsi označeni, kakšni, ki se še bo popravilo, tudi mogoče ni označen, pa smo rekli, ker smo vedeli že dlje časa. Mogoče je kakšni, ki ni označen. Tudi kjeri pa so bo popravljali? Tudi kjeri pa so na prioritetni listi, ki se morajo popraviti. Ok. Izvoli. Mene zanima, ker me je pač ena oseba vprašala, da moja vprašal na seji, kak je z tem zemljiščem, ki je bilo uprtec 19. februarja, je že bila pogodba podpisana, kupoprodajna je, kaj pač ni pa še bilo izplačilo. Zakaj to tako dolgo? Ja. Pa če še imamo več toga. Da imamo podpisane pogodbe, pa nismo plačali? Ja, ne, to je preprosto zadeva. Največja težava nastane v tem, ko mi pogodbe podpišemo, pa ljudje ne pri notarju overijo. Pol zadeva stoji, dok ne pri notarju overijo, drugače pa vem, da ta zemlja je pa plačana, ker sem račun podpisoval par dni za nazaj, mogoče celo prejšnjem tednu že. Ta zadeva bi mogla biti rešena. Ja, mogoče je resen, ker je to bilo že pred. Ja, drugače pa to je postopek normalni, mi podpišemo pogodbe, pa treba te pogodbe odveriti pri notarju, jaz vam tam deponiram podpis in pol ljudje včasih, jaz ne vem, ali sem narobe razumel, ali kaj včasih kdo rabi malo dlje časa, ampak načeloma stremimo vse, kaj podpišemo pogodbe, da čim prej gre naprej, da se čim prej reši. Ker enkrat pogodba podpisana, te tako imaš zagotovljena sredstva, pa te več ni dobena vira, da držiš kaj nazaj. Kdo pa te mora pri notarju dati overti to občino, da je vsaki posameznik? Ponovadi tako izgleda v praksi, da mi damo obe pogodbi, pa grejo oni tja, pa ko oni tam overijo, pol oni kar nazaj nam pošljajo, ker moj podpis pa je tak tam. To po večini tako govori. Ker on, tisti prodajalec v tem primeru, naprimer, mora iti tja tako tak, ne. Ne najlažje, da ga tako na nek način malo spodbudiš, da ne gre čim prej. On mora iti tja, dok on ni tam, pa ne podpiše, ne gre postopek naprej. Pa tu je zdaj več detajlov, dosti krat se zgodi, da kdo ki ima še gor kaj vpisano, pa še mora tisto prej rešiti, to je polno nekih opcij. Dobro, hvala lepa. Anja, izvoli. Hvala za besedo. Ja, dragi kolegi, gospod župan, mogoče ste danes zasledili, jaz sem danes malo bolj odsotna na seji, ker enostavno mi nenehno misli uhajajo med vse tiste ljudi v naši občini, na tem mestu seveda predvsem izpostavljam kmete, ki se profesionalno ukvarjajo z kmetijstvom, glede na to, da je naša občina izrazito kmetijsko območje, kar pomeni, da je veliko takšnih kmetij, ki se
preživljajo izključno z kmetijstvom. Ta situacija včerajšnjega večera izredno šokantna. V bistvu govorimo o 100% izgubi pridelka. Danes sem tudi jaz nekajkrat zavrtela telefonske klice na vse možne strani, tudi med nekaj kolegov, ki se ukvarjajo z kmetijstvom, in bi v bistvu na kratko povedala, da ne govorimo o škodi potočja, ampak bi lahko rekli o uničenju pridelka, ne. V takšnem konceptu je območje zajeto, da ko se pelješ od Slovenskih goric, torej od Zamošanskega vrha, če zajamemo našo občino, čez Obronke, čez cele Tivolce, čez cele Moškajnce, čez Muretince, čez Cunkovce, čez Zagojiče, ko se pelješ prek kanala proti Gajovskemu polju, po domače povedano, mislim, resno ne vem, niti ne najdem besed za to, ne, ker dejansko ponavadi smo bili navadni tega, da če je bila v enem koncu občine ali vasi toča, pa je na drugem strani še nekaj ostalo, ne. Ampak ob sinočnji ujmi pa smo doživeli šok, mislim, da čisto vsi, ne. Tudi tisti, ki sedite danes tu za mizo z menoj, imate doma vrtove in veste, koliko truda sami ali žene ali babice ali dedki vložijo v delo, pa so enostavno ostali brez vsega, ne. Na tem mestu sem seveda vesela, pozitivno presenečena, da je bila sprožena urgentna zadeva, da so si prišli tudi naša vrhovna politika ogledati situacijo na sam teren. Vseeno apeliram pa na to, da na tem mestu država, tudi kot lokalna skupnost, tudi mi v okviru Komisije za ocenjevanje škode v kmetijstvu moramo delovati hitro, učinkovito. Namreč mislim, da je največji dvom pri kmetih danes se pojavlja, saj kmetje se bomo še vedno se znajdemo, v smislu, da pač bomo neke stvari mogli hitro narediti, pa preobrniti ali pa preorati ali ne preorati, kakorkoli pa nekaj drugega zasejati. Ampak za nami je veliko tistih, subvencijska politika. Ne vem, če se zavedate tega, da recimo kmet, ki ima 60 gerkov na našem območju občine, more danes ali jutri iti z telefonom na vsaki gerk, ga poslikati, poslati sliko na agencijo in povedati, da pač žal je 100% škoda in da mora zaradi tega zasejati drugo kulturo. Da se pa sploh ne pogovarjamo o tem, da je naša občina znana tudi po pridelavi čebulnic, torej mi po domače rečemo ljukarije. Žal je naša občina v tem letu izgubila popolni pridelek čebule na tem območju. Čisto vsi profesionalni pridelovalci, ki se ukvarjajo z pridelavo čebule, so ostali popolnoma brez pridelka. In to se bo verjetno odražalo tudi naprej v naslednjih dogodkih, v jeseni, v zimi, ko bo pač žal na trgovskih policah celo malo slovenske robe. Toliko z moje strani, mogoče pa občinske službe ste svoje stvari, kar se tiče čiščenja cest, po mojem v obsegu, koliko ste jih pač tekom dneva lahko rešili, ste jih rešili. Če se bojo pa pokazale še kakšne druge stvari, pa bodo že se same razvile, ne. Toliko z moje strani. Mogoče pa še v bistvu motivacija za vse nas. Ne smemo obupati, namreč to je naš poklic, mi smo se odločili, da bomo pač to delali celo življenje in zato smo vedno znova v bistvu pripravljeni na to, da pač nas mogoče včasih kdo rukne, po domače povedano, po hrbti, konkretno pa se pol vseeno gor poberemo. Hvala lepa. Še kdo? Te pa še dovolite, da vam še jaz namenim par besed, naprimer, gledajte, lahko rečem, da je danes, današnji dan je zelo žalosten dan za našo občino, kjer se tega zaveda.
Ampak ponavadi, kaj vam naj rečem, če že mediji priznajo, koliko sem sledil zapisom, pa to, da v Srečko Šestan, starosta civilne zaščite, je rekel, da v svoji dolgoletni praksi še ni videl takega razdejanja, kot je na komendi, kaj se hiš tiče, kaj pa se tiče poškodb poljščin. Pa je TV Maribor na svoji spletni strani objavil, da v celotnem Podravju, pomeni od Maribora do Ormoža, je občina Gorišnica najbolj prizadeta. Tako da jaz mislim, da bi mogli odreagirati hitro, tudi preko Podravja, preko Združenja občin, na nek način ljudem pomagati, kaj ne rečem, ne, gledajte, ne da. Saj veste, ljudje so preprosti, vsak se trudi na svoj način nekaj rešiti, ne. Na eni strani pa računajo tudi na nas, da mi nismo tu kot, kako bi se reklo, samo sebi namen. Tako da, upam, da bomo premaknili kaj v tej smeri, bi pa podal še eno informacijo, nekateri imate mogoče, oziroma nekateri naši občani imajo mogoče zavarovane te pridelke. Škoda v kmetijstvu se more prijaviti v 3 dneh. Pri zavarovalnicah govorim, ne govorim o državi. Mogoče bo ker je pozabil to informacijo, pa bo zamudil, ker veste, kako so zavarovalnice. Prvo za sebe, pol za druge, ne, da ne izgubljam besed. Tako da, upam, da se bo tudi to premaknilo, ker mislim, da bo to razglašeno tudi po mojih prepričanjih pa delovanju v javnem življenju za naravno nesrečo in bo to tudi posledično, tudi se na državni ravni komisija ustanovile pa zbirale, ne. Samo da ne bi zaspali na teh področjih. To je to o tej temi, kar mi je težko govoriti, kot vidite. Dobro, imam pa še ene druge vprašanja, naprej, ko je župan prej omenil spletno stran. Naprimer, res so neki pomanjkljivi podatki, ni objavljena zapora cest, pa niso razpisi, pa to še ni zdaj na tej spletni strani. Ni, zato ker je to spletna stran se zdaj v bistvu popravila že skoraj 2 meseca, zato je to vse skupaj tako malo bolj tako slabo, tako rečem. Tako da to je to, vprašal bi še samo, kako daleč je projektiranje oziroma izvedba vaškega gasilskega doma v Muretnici, ki pač moram vprašati, ker je to protokol zaradi svojih sovaščanov. Sem ti zadnjič rekel, da obljubim, da bom probal v tem tednu skozi spraviti, pa smo danes 5 do 3 uspeli objaviti, tako da objaviti projektno nalogo, zdaj pa iščemo projektantsko hišo, katera bo to bolj vse skupaj projektirala. Dobro, hvala pa mogoče, če bi, ker se neke gostilniške govorice, razlage širijo, pa bolj to potuje po celi občini, če bi podal uradno informacijo glede podžupanov, kaj se je zgodilo, da pač. Ja, lahko, ni problema, lahko vem. V bistvu sem se odločil, da sem enega od podžupanov razrešil iz preprostega razloga zaradi nespoštovanja sklepa občinskega sveta, ki je bil, z njim smo se pogovorili. Jaz mislim, da ni nobenih zamer, da je razumel tudi. Nenazadnje je tudi bil v neugodni situaciji, bom rekel, spet smo se s te zgodbe mogoče nekaj novega naučili. Vsekakor v zavodih ne smemo imeti ljudi, ki so povezani bilo kak z zavodom, ker nam bo bolj vsem skupaj lažje. In do takih nekih stvari ne bi rabilo prihajati. Glejte, vsi se celo življenje učimo, jaz verjamem, da smo se z tega nekaj naučili in da bomo pri naslednjih imenovanjih ljudi v zavod malo bolj previdni in pazili, da s tem na nek način ne delamo težav sami sebe. Po drugi strani pa podžupani so moja pristojnost, v celoti jaz od njih odločam, ena izmed redkih stvari na občini, ki lahko jaz v celoti sam odločam. Tako sem se pač odločil, ker se mi zdelo vseeno, da je tako pravilno. To je pa na nekaj spodega, lahko razumeni je situacija jasna, samo da pač naši občani vedo, ne? Ja, se ni prav. Tega dne danje imaš samo enega podžupana. Ni to od tega dne, ampak je to že en čas, ja. Lahko, ja. Ja, Mene še samo zanima, sem pozval pitati, ker v podjetje, da to internetno stran. Cel cajt sem mešno delo, kako sem reče, pa se ne morem spomniti. Ker sem mislil povedati, pa se bom pa vam javil. Ne morem se spomniti. Je pa podjetje, ki dela, mislim, da ima 160 slovenskih občin. Prav specializirani so za občine in samo to dela. To je mogoče, to tako ima tudi Ormož? Zdaj nisem čisto siguren, ne bom reči. Ampak vse, ker je vse veš, ko smo že iskali, vse po približno istem kupitu, tako da... Ok, hvala lepo. Dobro. Še kakšno vprašanje?
Kolikor ni, se vam vsem skupaj lepo zahvaljujem, da ste prišli in s tem končujem sejo. Hvala lepa.